stvar lepo, ni zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo. Ne bi si sem doma, od prigane sveta, ne bi se veselim, tja priti si želim. Ne bi se veselim, tja priti si želim. Ne bi si sem doma, kjer družba angelska se večno veseli, si mene tja želi, se večno veseli, si mene tja želi. Ne bi si sem doma, tam Jezus krono da, tam je moj pravi dom, kjer večno srečen bom. Tam je moj pravi dom, kjer večno srečen bom. Gostim katehistkinjo v župniji Bizeljsko, gospod Andrejo Špeljak. Morda bi nam povedali, gospod župnik je prišel na tole duhovniško poslanstvo župnika v župnijo Bizeljsko pred kakšnimi 9 leti. Kakšna je razlika, kaj se je spremenilo, kaj je pravzaprav prinesel kakšen novi veter oziroma. S prihodom našega župnika Vladeta na Bizeljsko se je veliko spremenilo. Naša župnija je bila potrebna materialne obnove in tudi na pastoralnem področju. In Vlado ima res dar, da zna združiti ljudi v župniji. Ne gre se samo za to, da bi obnovil župnijsko cerkev, župnišče, podružnice, ampak tudi, da je duhovno župnija raste. To se mi zdi še bolj pomembno, ker mnogokrat se zgodi, da je samo prazna cerkev lepo obnovljena, ni pa živega občestva. Pri nas je pa to zaživelo. Ljudje, Vlado ima res dar prijateljstva, povezuje ljudi, zna se z vsakim pogovoriti in veliko je naredil. Tako imamo na Bizeljskem žive jaslice, takrat pride zelo veliko ljudi v božičnem času, potem organiziramo oratorij, ustanovili smo župnijsko Karitas, tudi za starejše poskrbi, jih obiskuje, potem organiziramo jubileje, obletnice porok, tudi zakonsko skupino imamo. Skratka, na vseh področjih se zelo trudi in se bi mu želela v imenu najožjih sodelavcev in vseh župljanov lepo zahvaliti in Vlado, Bog ti, da je še veliko moči in zdravja in poklone. Verjetno bi tudi teh, če se dotaknem še na kratko, teh živih jaslic je verjetno on tisti pobudnik, da te žive jaslice so na tale sveti edinstveni večer. Tudi po pismih sodeč naših gledalcev podaje Pot poti, predvsem tistih mlajših, opažam, da ga imajo radi in verjetno se to eno z drugim potrjuje, da zna biti v službi kot dušni pastir tistega malega, ubogega človeka. Ja, to je res. Včasih smo imeli velike težave na Božič, ker so pokale petarde, celo v cerkvi so metali petarde. Sedaj pa je Vlada to tako lepo uredil. Najprej imamo lepo bogoslužje, oziroma najprej imamo jaslice zunaj,
sprevod s baklami do cerkve, potem nesemo otroka Jezuščka pred oltar, imamo lepo polnočnico, potem pa je na konci pa se poveselimo ob čaju, kuhanem vino in naredimo veliki ognjemet in takrat se izživijo tudi tisti, ki želijo pač metati petarde in to je res velik dar in res hvala. Kako pa pravzaprav otroci sprejemajo Božjo besedo oziroma Jezusov nauk, jih na kakšen poseben način poskušate motivirati, kajte verjetno poučevanje verouka na deželi in v mestu je verjetno malo drugače, ali pa je lahko lažje ali težje? Ja. No, otroci, jaz poučujem 1. in 2. razred, to so otroci res še otroške duše, odprti in poskušamo skozi naravo, skozi take čisto pojave, kot so sonce, dež, veter, po ljubezni, ki jo imajo otroci v družini, po starših, po vseh takih stvarih, ki se otrok dotaknejo v tem obdobju, poskušamo potem priti do stvarnika, do Božje ljubezni, naprimer, ko se pogovarjamo, kako starši skrbijo za njih, potem nadaljujemo naprej, kako pa naš nebeški oče skrbi za nas in poskušamo ljudem, otrokom povedati, da nas je Bog ustvaril zato, da ga slavimo, častimo, ljubimo, zato, da živimo po tistih moralnih zakonih, ki so v 10 Božjih zapovedih nekje združene in da to prinaša v življenje blagoslov, srečo in blagostanje. Pa naj si je to duševno, duhovno ali telesno. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Vaš pa, spoštovani gledalci in gledalke, pa povabim v enemu kratkemu razgovoru z tukajšnjim župnikom Vlado Leskovarjem. Hvala Jezus in Marija. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Vlada Leskovarja in Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala lepa, pa lep pozdrav. Na začetku bi vas pravzaprav prosil, če se našim gledalcem oddaje Pot poti predstavi. Vašega brata Leskovarja naši gledalci zelo dobro poznajo, se je bil veliko gost v naših oddajah. In kako vas je pravzaprav Bog poklical v ta lep duhovniški poklic? Ja, jaz sem drugače, če se na kratko predstavim, Vlado Leskovar, doma sem iz župnije Slovenske Konjice. Že kot otrok sem bil ministrant, v naši družini se je veliko molilo, vsak večer je družina skupaj molila in nekako sem začutil, da je duhovniški poklic neko bogatstvo. V duhovniškem poklicu človek začuti, da lahko pomaga ljudem, da jim lahko prinaša veselje in radost. No in tako sem se po srednji šoli odločil, da stopim v bogoslovje in leta 1997 sem imel novo mašo v domači župniji Slovenske Konjice. Potem sem bil 3 leta kaplan v župniji Brežice in od leta 2001 sem tukaj na Bizeljskem kot župnik. Morda preden predstavimo utrip župnije, bi našim gledalcem pravzaprav na kratko povedala, predvsem tisti, ki nas gledajo preko svetovnega spleta, ki pravzaprav sem jaz danes vaš gost, v katerem delu lepe Slovenije. Ja, Bizeljsko je pokrajina ob Sotli, tudi sam kraj se imenuje Bizeljsko. Na Bizeljsko se da priti iz smeri Podčetrtek, mimo zelo znane romarske poti Svete Gore, se spustimo dolino in pridemo to dolino Obsotelja, tukaj je Bizeljsko, ali pa iz brežiške strani oziroma krške strani se pride tudi sem na Bizeljsko. Tu je veliko gričev, veliko vinogradov je tukaj in tako da je ena zelo lepih pokrajin tukaj na Bizeljskem. Predvsem pa Bizeljsko poznamo po našem blaženem Antinu Martinu Slomčku, ne? Tako, tukaj na Bizeljskem je
deloval Anton Martin Slomšek. Tukaj je bilo njegovo prvo kaplansko mesto. Na Bizeljsko je prišel 8. septembra leta 1825 in je bil tukaj do 30. aprila leta 1827. V tem kratkem času je on zapustil tukaj na Bizeljskem kar bogato duhovno in kulturno dediščino. Bil je zelo dober pridigar, ljudje so ga zelo radi hodili poslušati, pa ne samo tukaj v naši župniji, tudi od drugod in tudi drugam je hodil pridigati. Velikokrat je pridigal tukaj na bližnjih Svetih gorah, potem v bližnji župniji Pišece, potem tudi na hrvaško stran prek Sotle je velikokrat pridigal. Potem je Slomšek tukaj imel tudi nedeljsko šolo po vzoru svojega župnika Jakoba Prašnikarja, zbiral otroke nedeljo popoldne, jih učil pisati, računati in brati, da so dobili eno osnovno izobrazbo, ker pač šolstvo včasih ni bilo tako dosegljivo vsem otrokom, kot je pač danes. Slomšek je napisal tudi tukaj veliko pesmi, predvsem vinskih napitnic, to pa z namenom, da bi ljudje lepo govorili oziroma opevali vinsko trto, da ne bi pač peli kakšnih pokvarjenih pesmi. Namreč ljudje so to delali po vinogradih in če so si kaj spili, potem tudi bo kaj narobe, ampak on je hotel, da bi res ljudje častili to vinsko trto z lepimi pesmimi. No, potem je Slomšek odšel z Bizeljskega, ni se namreč dobro razumel s takratnim župnikom, ki je bil drugačnih nazorov in je zato sam zaprosil za premestitev in odšel za kaplana v Novo Cerkev pri Vojniku. Jaz bi še naše gledalce oddaje pod poti povabil na krščanski strežnik RKC, ki se lahko tudi v oddajo v Svetih gorah pogledajo. Vas bi pa, gospod župnik, prosil, če nam predstavite našim gledalcem utrip župnije in komu je cerkev posvečena. Tako, naša župnijska cerkev je posvečena svetemu Lovrencu. Vemo, sveti Lovrenc je bil diakon za časa cesarja Dioklecijana. Kar nekaj cerkva je posvečenih v Sloveniji svetemu Lovrencu, tudi nekaj krajev se imenuje po Lovrencu. No in ta župnijska cerkev je iz leta 1737, pozneje so jo še malo preuredili, nazadnje leta 1936 so naredili še freske, ki jih je naredil znani slikar Stanko Fras iz Slivnice pri Mariboru. Seveda smo cerkev tudi potem obnavljali in tako je pač cerkev takšna, kot je danes. Cerkev je bolj majhna, ni ne vem kako velika, namreč sama župnija Bizeljska ni tako pretirano velika. Župnija Bizeljsko šteje okrog 1800 duš in se pravi, če malo predstavim naše pastoralno delo. V župniji deluje tudi zakonska skupina, bralci, potem skupina animatorjev, ki se predvsem ukvarja z otroki, ko imamo ob poletnih dnevih oratorije in v času šolskega verouka tudi izdelavo adventnih venčkov. Potem se ta skupina pripravlja tudi na žive jaslice v času Božiča in potem izdelujemo tudi butace in tako na nek način ta skupina animatorjev pomaga in deluje pri verskem življenju v župniji. Če še malo se ustavimo v živih jaslicah, ki vsako leto pripravljamo, že kar nekaj let tukaj na Bizeljskem pripravljamo žive jaslice. Imamo to en zelo lep dogodek.
Zberemo se vsi v centru Bizeljskega, vsi sveta družina, angeli in vsi, pač, ki sodelujejo pri živih jaslicah in gremo z baklami proti cerkvi. Tukaj pri cerkvi je postavljen hlevček in tukaj se potem v tem hlevčku odvije ta lepa božična zgodba, rojstvo Jezusa Kristusa. Mogoče samo to, žive jaslice imamo vedno na božični večer, se pravi uro pred polnočnico, in se mi zdi, da to je en najlepših trenutkov, ko na nek način človek lahko doživi to božično noč. Če še malo predstavim župnijo naprej. Nedeljnikov pri maši je okrog 120. Bizeljsko je znano po tem, da pač se ljudje niso preveč radi udeleževali nedeljskih maš. Že sam Slomšek piše, da je na Bizeljskem čutiti to, da imajo ljudje rajši vinski hram kakor božji hram. Ampak moram reči, v mojih 9 letih, ki sem tukaj na Bizeljskem, se je kar število nedeljnikov popravilo. Prej, ko sem prišel na Bizeljsko, je bilo bolj slabo, je bilo okrog 50 nedeljnikov, zdaj pa se je številka kar pospela na 120, tako da se zdi, da se kar trud, da je kar obrodil neke sadove tukaj na Bizeljskem. Se pravi, malo bolj pač sodelujemo zdaj z starši veroučencev in z zakonsko skupino in kar se mi zdi, da to obrodi neke sadove v življenju župnije. Imate tudi podružnične cerkve in komu so posvečene? Tako imamo tudi še 5 podružničnih cerkva. So, bi lahko rekel, postavljene po celotni župniji, porazdeljene tako lepo po gričih. Če gremo kar od začetka župnije, naša župnija namreč obsega zelo ozek pas ob reki Sotli, je dolg in ozek pas, in če začnemo kar na začetku, imamo najprej podružnično cerkev Marije Magdalene v Orešju, potem imamo podružnično cerkev svetega Antona v Drenovcu, potem imamo podružnično cerkev svetega Vida v Janeževi Gorci, potem imamo podružnično cerkev svetega Duha v Vitni vasi in pa cerkev svetega Andreja v Dramni. Tako je, v Orešju je maša vsako nedeljo in zapovedane praznike, na drugih podružnicah pa je pač maša enkrat ali dvakrat na leto. Kaj bi dejali o prenovljenih delih gospe Ire, ki je opravila v vaši cerkvi in v okolici? To je verjetno tudi ena velika dobra gesta, da se stare stvari tudi obnovijo, ne? Ja, moram reči, da se kar trudimo tukaj z obnovo cerkve. Malo je bilo vse skupaj zapuščeno, pa se trudimo, da bi pač poskušali to obnoviti. No, med drugim smo obnavljali tudi freske v cerkvi in smo pač prišli v stik z gospo Iro in nam je obnovila vse freske, ki so bile zelo močno poškodovane. To so freske 3 angelov, ki predstavljajo 3 krščanske kreposti, potem freska Svete Trojice na stropu in pa freske 4 evangelistov. Mislim, da je zelo lepo in strokovno gospa Ira to obnovila. No, zato smo jo tudi kasneje povabili, da nam je še v stranski kapeli, ker smo leta 2007 dobili relikvije blaženega Antona Martina Slomška, da nam je narisala Slomška kot kaplana tukaj na Bizeljskem in smo zelo veseli in navdušeni nad njenim delom, ki ga je ona tukaj opravila.
Zdaj pa naše gledalce še povabil, v naslednji oddaji bomo gospod Jelo tudi pobliže spoznali njeno delo, slikanje in bi vas toplo povabil, da si to oddajo pogledate. Jaz bi se še vseeno nekoliko pomodil o vaših živih jaslicah pri vas, kajti to je sveti večer, ki je enkrat na leto nekaj posebnega. Koliko ljudi sodeluje, koliko imate tudi živali zraven? Ja, no, ideja, da bi imeli žive jaslice, se je nekako porodila pri teh najožjih sodelavcih in potem smo pač začeli prvo leto samo tukaj pri cerkvi in potem smo videli, da je bilo zelo veliko ljudi in smo rekli, da bi pa malo še dodali tem živim jaslicam in smo potem začeli z tem, da smo se zbrali v centru in smo dejansko to zgodbo o rojstvu Jezusa Kristusa poskušali predstaviti tako, kot pač piše v Svetem pismu, da sta Marija in Jožef iskala prenočišče in tukaj v tem kraju imamo to možnost, ki imamo v centru tudi to gostilno in dejansko gremo mimo te gostilne in vse posod, kjer sta Jožef in Marija iskala prenočišče. Seveda pri teh živih jaslicah poskušamo, da bi bilo vse čim tako naravno, kakor je. Imamo vse žive živali, ovce, osla, potem trije kralji so na konjih, ker pač kamele je malo težje tukaj dobiti, čeprav mogoče bi se to dalo, ampak je to nepredvidljivo, ker je zima. Potem imamo živega otroka, namreč to je zanimivo pri nas, da poskušamo v tistem letu, pač ko so žive jaslice, poskušamo pritegniti družino, ki bi predstavljala sveto družino na sveti večer. In moram reči, da se do zdaj nam kar to posrečilo, da se vsako leto družina, ki ima majhnega otročička, ki so ga dobili v tistem letu, da zastopajo sveto družino. No in potem ta zgodba se, kot sem že prej omenil, odvija v kraju, se pravi, ljudje so zelo navdušeni. Mislim, da kar enih 50 ljudi sodeluje pri tem projektu, od vseh, ki nam pomagajo pripraviti vse stvari, to je kar dosti dela in do varovanja, ker pač to je le masa ljudi, zbere se okrog, kaj pa vem, 1000 ali pa še kaj več ljudi na ta sveti večer. To niso ljudje samo iz naše župnije, ampak pridejo tule iz bližnjih krajev tudi, ali pa tudi od drugod, ki je dodal, se napove kakšna skupina in pride. Jaz bi tudi naše gledalce povabil, da si te vaše žive jaslice ogledajo, kajti ribček ni toliko visok, kjer stoji cerkev in je to lahko tudi poromajo z družino in je to en lep dogodek, ki potem tudi otrokom ostane v spominu, ne? Ja, to je zelo, bi rekel, tak lep trenutek, da vsakemu les ostane v spominu. Kako vi vidite Medžugorje kot duhovnik in kakšne vtise vam daje Medžugorje? Ja, moram povedati, da iz naše župnije vsako leto poromamo v Medžugorje, nekje v mesecu novembru, ali pa tudi prej, odvisno kako pač so možnosti. Že mislim, da kar enih 8 let že romamo v Medžugorje. Jaz sem že prej, nekje leta 87 romal v Medžugorje, potem nekaj let nisem bil v Medžugorju in potem sem bil že kot bogoslovec enkrat v Medžugorju. Zdaj pa kar redno zahajamo oziroma romamo v Mariji Medžugorje. Moram povedati, da je za mene osebno to en kraj milosti, kraj, kjer človek na nek način res lahko začuti molitev,
občestvo, kjer se človek lahko umiri, duhovno napolni, ker imaš na nek način res tiste stvari, ki doživiš, ki v vsakdanjem življenju ne moreš doživeti. Jaz mislim, da je za mene res to en kraj miru in molitve, kjer se lahko tudi duhovno napolnim v tem kraju Medžugorje. In bomo še romali k Mariji, ker vemo, Marija nam daje tisto varstvo, zavetje in ljubezen, ki jo pač ljudje, posebej pa mi duhovniki, potrebujemo v življenju. To ste zelo lepo povedali. Poznate delo skavtov, kako vidite današnjo mladino, predvsem pa so naši gledalci mi tudi pisali, da na nek poseben način znate tudi mladinom nagovoriti. Ja, moram povedati, da sem jaz tudi skavt, da sem bil za časa študija kar aktiven skavt, najprej pri skavtih v Slovenskih Konjicah in pozneje še v Mariboru. No, jaz mislim, da pač delo z mladino je potrebno se tudi sam sebe dati, ne? In z njimi nekako živeti. To je edino, kar mladi ljudje cenijo, mislim, kar jih tudi pritegne, ne? Človek, ko odrašča, ne, pričakuje pač neko, ali pa tako bom rekel, ko se mladi ljudje formirajo, potrebuje nekoga prvič, ki jih bo razumel, ki bo pa tudi znal jim povedati, kje je kakšna meja v življenju, kje so stvari, ker tu je lahko zelo mala meja, če človek se ukvarja z vzgojo mladine, lahko se malo potem poistoveti z njimi, pa zgubi na nek način kompas, če pa zna z njimi biti in tudi na nek način pokazati meje, to pa mislim, da je mladim zelo všeč. Kar se tiče skavtov, tukaj v naši župniji skavtov nimamo, ker pač je to malo drugačen način življenja tukaj na Bizelskem, ker pač je župnija zelo raztrešena, potem tu zahteva delo z mladino malo drugačen prijem. Nekaj sicer jih hodi bližnje župnije, kjer imajo skavte, recimo tukaj se zdaj formira v Brežicah skavtsko gibanje in pa recimo v Krško, vidim Krško, Sevnica, tako da je pač tukaj nekaj v bližini teh skavtskih gibanj. Drugače pa kot skavt sem zelo bil vesel, ker je to le neko druženje istomislečih mladih, kjer tudi lahko na nek način svojo energijo sprostiš, kar pa mladim to moraš omogočiti. Mladi imajo veliko energije in je prav, da to energijo znamo usmeriti v dobro za njih. Menite, da je družina v Sloveniji v krizi? Imate tudi, ste prej omenili zakonsko skupino, tudi kako deluje verjetno? Ja, če se pač samo ostajamo pri zakonski skupini, imamo zakonsko skupino, tukaj je enih, tam prihaja od 8 do 12 parov, različno pač enkrat mesečno imamo srečanja, organizirano imamo tako, da vedno en par pripravi srečanje, jaz sem navzoč kot duhovnik in pač tu pa tam pomagam, poslušam pa in kaj tudi svetujem iz svojih izkušenj in tako naprej. Mislim, da kar dobro dela naša zakonska skupina. V mesecu maju imamo tudi en dan
posvečen družinam. Tu imamo eno nedeljo v mesecu maju, kjer družine poromamo tukaj na en bližnji vrh, na Špiček se mu reče, in tam imamo sveto mašo in potem nadaljujemo z družabnimi igrami pa z druženjem, tako da je to en zelo lep dan se ustvari. No, jaz mislim, da je družina v krizi toliko, kolikor smo v našem vsakdanjem življenju malo pozabili na tiste vrednote, ki so pomembne za življenje, ne samo v družini, tudi na splošno v vsakdanjem življenju, ne. Malo je k temu krivo tudi razmišljanje, da mora človek v življenju vse imeti, vse materialno bogatstvo, kar ni potrebno. Za srečno življenje človek ne potrebuje toliko materialnega bogatstva, pač pa bolj duhovnega bogatstva, ne. In tu se vidi potem pomanjkanje vrednot. V družine se mi zdi, da ne znajo več se pogovarjati, ne. Potem, recimo, če pride do kakšnih napetosti, jih ne znajo več zgladiti, pač pa se kar izberejo tisto najslabšo in najkrajšo pot, namesto da bi se usedli, pogovorili, odpustili drug drugemu, potem pokazali neko spoštovanje drug drugega. V tem smislu je družina, bi lahko rekel, v krizi, koliko so v krizi vrednote današnjega človeka. Je pa verjetno za slovenski narod predvsem značilno, da je premalo duhovnega življenja, oziroma premalo se ljudje pogovarjajo, premalo se družijo, vse je bolj vezano na tehnologijo, ki pa ne more dati tistega osebnega stika. To je res, ja. Globalizacija, čim večji zaslužek, čim bolj uživati ob tehniki, ne, to človeka zelo zasužnjuje, ne. Človek, recimo, včasih, ki ni bil toliko obremenjen za tehniko, je imel več časa za druženje. Recimo, čisto konkretno povem, včasih so se ljudje tukaj dobili v hramu, so kakšno spili, kakšno pesem zapeli, danes pa marsikdo reče, da niti na fešto ali pa na praznovanje ne moreš več dobiti človeka, ker ima vsak je zaposlen z nečesom in ga ne moreš več dobiti na neko druženje, pogovarjanje, praznovanje ali pa tako naprej. Bliža se tudi evharistični kongres v Celju. Kako se vi pripravljate kot župnija na ta kongres? Ja, mi molimo molitev za uspeh evharističnega kongresa. Mi izdajamo tudi, kot župnija izdaja tudi vsak mesec napovednik in bilten. Tudi v tem ljudem predstavljamo, kaj pravzaprav evharistija je, ne? Kaj naj bi bila za človeka. Se pravi, se pripravljamo in z molitvijo in s tem, da pač spoznavamo zakrament svete evharistije, tako da bi pač ljudem čim bolj približali ta zakrament, da bi ljudje začutili, da je to zakrament občestva, pa zakrament povezanosti z živim Jezusom Kristusom. Tudi na področju dekanije se pripravljamo na ta kongres. Predvideno še imamo eno ali pa dva srečanja na področju dekanije. Kaj bi na koncu oddaje položili na srce našim cenjenim gledalcem in morda bi jih tudi povabili v ta prelepi del Slovenije na kakšno sveto mašo, kakšno romanje oziroma kakšen vaš parni praznik, ali v župniji, ali v kakšni podružnici, verjetno bi se tega kar nekaj najdlo. Ja, kaj naj rečem na koncu te oddaje, vesel sem, da me je gospod Škrabl povabil
da malo povem in predstavim našo župnijo tukaj v tem koncu Slovenije. V življenju je potrebno pač imeti res samo eno stvar pred očmi, ne? In to je ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega. Če vsaj delček tega človek v življenju izpolnjuje, je življenje lahko zelo lepo, ne? Če pa pozabimo na to ljubezen, potem pa lahko hitro pride pekel v naše vsakdanje življenje, ker pač ljudje smo zato ustvarjeni, da smo drug za drugega in da častimo in slavimo Boga. Jaz vas lepo vabim na Bizeljsko v naše kraje. Tukaj je glavno farno žegnanje okrog Svetega Lovrenca, mislim, da letos je to 8. avgusta. Drugače pa imamo tukaj tudi nekaj takih zanimivih stvari. Letos bo 20. junija Vidova nedelja, ko se zberemo pri podružnici Svetega Vida. Imamo tam tudi z tem svetnikom povezano Vidovo pot, peš pot, ki je tudi se tisti dan odvija, in potem kulturni program oziroma družabno srečanje pri tej podružnici Svetega Vida, ki je zelo na lepem koncu. Potem mogoče še povabim na srečanje k Sveti Magdaleni, ki je, mislim, da letos tam okrog 22. julija. In tam tudi imamo povezano to praznovanje z peš potjo proti gradu v Bizeljskem in potem svetomaša in družabno srečanje. Kar veliko ljudi prihaja in se imamo lepo ob teh svetih mašah in ob teh družabnih srečanjih. Zato pridite na Bizeljsko. Tukaj imamo tudi veliko drugih ponudb še. Če prijete, lahko si ogledate repnice, potem Slomškovo razstavo in tako naprej, tako da vam ne bo žal, če boste prišli v te naše kraje. Predvsem pa najlepše bo za sveti večer, ne? To pa sigurno, da pridete pogledati naše žive jaslice in doživite zgodbo oziroma prav, bi rekel, tisto božjo bližino svetega večera. Gospod župnik Vlado, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Naše gledalce oddaje Pot poti bi povabil v naslednjo oddajo, da ostanete v družbi naše televizije z nami, kajti predstavili bomo slikarko gospo Iro. Začeli bomo oddajo v Podgorju, potem bomo spoznali tudi vašega brata Petra Leskovarja, potem bomo tudi končali oddajo v Bizeljskem. To bo ena lepa oddaja in ste toplo vabljeni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljam vas pa s tistim starim krščanskim pozdravom in vam želim vse dobro. Hvala Jezus in Marija.